Pri tem volu boste videli in občutili dva svetova. Zunaj je tole še vedno moderna in na videz zelo privlačna zadeva. Plastični okraski niti ne pridejo do izraza, ker so v enaki barvi kot avtomobil. Povečana oddaljenost od tal pa poskrbi za dodatni wow učinek. Samo poglejte, kako lepa zaključka izpuha ima zadaj. Ja, potem pa se usedem notri in gledam tole. Se mi zdi, kot da bi bil v avtomobilu 10 let nazaj. Sej, če sem pošten, ni nič narobe, ergonomija je čisto ok, edino volan je morda malce velik, ampak se lepo sedi in materiali niso slabi. Samo na videz je vse skupaj leta nazaj. Za 47 jurjev, kolikor stane takšen z veliko dodatne opreme, vem, da ste tudi vi zahtevni, ko kupujete nov avtomobil. Takšen V60 Cross Country vas zato med vožnjo nikakor ne bo razočaral. Podvoz je kljub velikim platiščem lepo blaži luknje, nagibanja ni preveč, občutek na volanu je sicer malce odsoten, ampak je volan lepo obtežen. Dizelski štirivaljnik ima sedaj pri oznaki D3 2 litra prostornine in še kar poskočnih 150 konjev, 110 kW. Motor ni najbolj tih, je pa zmeren pri porabi, nekje 6 litrov na 100 km znaša zdaj lepo povprečje. Nekako se ne morem sprijazniti s sistemi start-stop v avtih in tudi tukaj mi ni všeč, ker potem stalno cuka, ko se vstavljate v koloni, zato ga dostikrat kar izklopim. Je pa fino, da ima menjalnik sedaj tukaj 8 prestav, na katerem vožnjo lahko pozabite. Edino, kar bi si na koncu res želel, je 4-kolesni pogon. Tukaj je namreč le sprednji, ampak potem moram vzeti že D4, ki pa je dosti dražji, skoraj 4000.